Če razmišljaš o nakupu Instagram sledilcev ali dobivaš zelo mikavne ponudbe, ki ti obljubljajo, da z nekaj evri pridobiš na tisoče in tisoče novih sledilcev, se za trenutek ustavi. S tem namreč delaš dolgoročno sam sebi veliko škodo. Zakaj? Zaradi tega, ker so kvalitetni sledilci pred kvantiteto oziroma število sledilcev, ki jih imaš. Na Instagramu se tvoja objava torej nikoli ne prikaže vsem sledilcem. Prikaže se samo delu in ta del je izračunan po algoritmu, ki ga ima Instagram. Del tega algoritma pa so tudi popularnosti tvoje prejšnje objave oziroma tvojih prejšnjih objav. Popularnost pa pomeni, da je to, koliko ima všečkov in koliko ima kvalitetnih komentarjev tvoja objava. Kvalitetni komentarji so tisti, ki imajo več kot 4 besede. Več, ko ima torej všečkov, več, ko ima kvalitetnih komentarjev, večja je verjetnost, da se bo potem naslednja objava prikazala večjemu številu. In zdaj na drugi strani to pomeni, da če ti kupiš za nekaj evrov, torej na tisoče in tisoče sledilcev, so v 99,9% to sledilci, ki so neaktivni, ki ne komentirajo, ki ne všečkajo, ki so samo številka. Zdaj, kaj bo to pomenilo, ko ti objaviš naslednjič novo fotko? Padlo bo število lajkov, padlo bo število komentarjev. Zakaj? Ker se bo torej prikazovalo tudi tem robotkom, ki ne bodo aktivni. To bo pa v bistvu za Instagram znak, da je tvoja vsebina nikogar ne zanima. Kar pomeni, da se bo naslednjič oziroma v prihodnje to število, kateremu se prikazujejo tvoje objave, še zmanjšalo in še zmanjšalo. In bo torej vedno nižje. In s tem si v bistvu skopaš veliko jamo, s katere ni tako lahko priti. Zato ti raje svetujem, da vzameš nekaj več časa da nameniš Instagramu nekaj več časa in se mu posvetiš tako, da bo rast počasnejša, ampak bojo sledilci kvalitetni. Kako pa lahko to narediš, pa ti pokažem v tem videu v 5 točkah. Prva točka so torej redne objave. Karkoli to za tebe pomeni, ali je to enkrat na dan, ali je to 3-krat na teden, objavljaj torej redno. Da se pa tega lahko držiš, ti pa toplo svetujem, da jih načrtuješ vnaprej. Tako da že mogoče kako fotko posnameš tudi naprej in imaš pripravljeno za takrat, ko ti recimo zmanjka časa. Druga točka je, da je najbolj pomembna prva ura po objavi na Instagramu. Takrat si vzami čas in bodi tudi ti aktiven na Instagramu, všečkaj, komentiraj in tako pridobi čim več všečkov in komentarjev na tvojo novo objavo. To bo Instagramov znak, da je to nekaj blazno zanimivega in bo želel to objavo prikazovati še večjemu številu. Zdaj, če pa objavljaš večkrat na dan, ti priporočam, da je med posamezno objavo 8 ur razlike. Tretja točka je, ne pozabi na besedilo. Instagram ni več omrežje samo za fotografije, ampak so zelo pomembni tudi captioni oziroma besedilo, ki opremi to fotografijo. Zato ne pozabi, da bo to besedilo čim bolj zanimivo in da bo tvoje sledilce tudi povabilo, da bodo pustili kak komentar. Četrti nasvet je, odgovori na vsak komentar. Tudi če je komentar čisto kratek, odgovori na čisto vsak komentar, vsaj dokler to pač je možno oziroma izvedljivo. Peti nasvet je, da uporabljaš storije. Če je le možno, uporabljaj story za prikazovanje večjih delov iz tvojega življenja oziroma jih uporabljaj čim bolj pogosto. Uporabiš pa jih lahko tudi takrat, ko narediš novo objavo in svoje sledilce tudi na storyju obvestiš o tej novi objavi in jih povabiš, da všečkajo, da komentirajo. Pa še bonus nasvet. Ne pozabi na hashtage. Čeprav so mnenja različna o uporabi hashtagov, ti svetujem, da jih uporabiš. Da vedno uporabiš tiste relevantne, ki pa nimajo prevelikega števila objav. Če se želiš pa še dodatno poglobiti v Instagram, kako ga načrtovati, katere hashtage uporabljati, kako ga uporabljati, pa lahko pokukaš tudi na moj spletni tečaj. Link bom pustila spodaj. To je pa vse za ta video. Upam, da se vidimo na Instagramu. Če so ti videi všeč, te vabim, da všečkaš ta video, se naročiš na moj YouTube kanal in se vidimo naslednjič. Čau!